Dober dan. Zdaj, verjetno si na video kliknil zaradi tega, ko si videl pač naslov, pa se ti je zdelo, da je mogoče clickbait, pa ne moreš verjeti temu, kar piše, ampak tam se bomo dejansko pogovarjali o tem, kako lahko s pomočjo določene tehnike, ko jo bomo pol lepo razdelali v nadaljevanju, povečamo mišično moč, oziroma niti ne mišično moč, mišični volumen, ki ga lahko upravimo v neki časovni enoti za od 200 do 600% v 6 tednih, ampak prej, da se pa spustimo sploh v pregled študij, pa kaj so pokazale, moramo si pa pogledati čist malo neke fiziologije. Bom sicer probal narediti, da bo čim lažje za razumeti, pa da bo čim bolj kratko in jedrnato, ampak tisti, ko spremljate moj kanal že dlje cajta, veste, da jaz na kratko zelo težko kaj razjasnim. Tako da se že vnaprej opravičujem. Ok, prvo se bomo osredotočili na mehanizem, ko mišica zgubi svoje kontraktilne sposobnosti. To v bistvu pomeni, ko mišica oziroma ko določeni elementi v mišici zgubijo sposobnost krčenja in raztezanja. Zdaj, razlogov, da pride do tega, je ful veliko in jih bom zdaj tudi naštel. Je pa en glavni, po mojem mnenju je to dejansko verjetno glavni in najbolj močno vpliva na kontraktilne sposobnosti, in to je naraščanje temperature v mišici. Predvsem pa zaradi tega, ker deluje na proces oziroma ker vpliva na samo produkcijo oziroma ciklizacijo, obnavljanje ATP-ja in pa piruvatkinaze. Se pravi, faktorji, ki lahko vplivajo še na upad kontraktilnih sposobnosti mišice, poleg temperature so na primer spanc, hidracija, fokus, vizualizacija, jemanje prehranskih dodatkov, jemanje določenih substanc, ko se jih da v podkožje ali pa v žilo, stres. Nasploh, kak imamo kalorijski vnos, a smo v deficitu, bojo verjetno kontraktilne sposobnosti prej padle, a smo v suficitu ali smo v maintenancu. To v bistvu vse vpliva, sta pa po mojem mnenju dva najbolj glavna, to sta pa temperatura v mišici oziroma predvsem temperatura jedra telesa in pa spanc. Ok, zdaj pa pogledamo te mehanizme, o katerih bomo danes govorili, ki so že dost let, mislim, da vsaj 20 plus let, že dobro poznani v literaturi in tudi dokumentirani. Zdaj tole niso neke hipoteze, to so dejansko procesi in mehanizmi, ki se dogajajo. Tu je takoj potrebno omeniti homeostazo oziroma homeostatske procese v telesu. Predvsem je za današnji video v bistvu pomembna homeostaza iz vidika toplote. Zdaj, naše telo sicer prilagaja toploto glede na to, ali se mi hladimo ali se pregrevamo, ampak je pregrevanje veliko bolj pomembno iz vidika pač našega telesa oziroma uravnavanja homeostatskih procesov, zaradi tega, ker če naše telo oziroma naša temperatura jedra pride do določene temperature, ki je previsoka za to, kar naše telo v bistvu hoče, se lahko zgodi odmeranje določenih neuronov centralnega živčnega sistema, ki jih pa pol telo ne more povrniti oziroma jih ne zna zregenerirati. Zaradi tega naraščanje toplote, naraščanje temperature jedra telo veliko bolj natančno nadzira, kot pa sam upad, se pravi podhladitev. Kaj je homeostatski proces? Homeostatski proces je samo to, da pač naprimer, ko se mi segrevamo, reče telo, ok, mi smo zdaj pretopli, moramo spustiti temperaturo. Ali pa obratno, ko nas zebe, se začnemo tresti, zaradi tega, da segrejemo da dvignemo našo temperaturo jedra. Isto so drugi homeostatski procesi. Ko nekaj pojemo, se nam dvigne cuker v telesu in homeostatski proces, oziroma nepovratna zanka, naredi izpust inzulina v telo, inzulin pa poskrbi, da pol cuker pade. Se pravi, to je homeostaza. Da uravnaš neke procese, da so skozi v neki liniji, da ne nihajo preveč levo pa desno, oziroma gor pa dol. Ok, zdaj pa to pomeni, da se verjetno oziroma skoraj ziher homeostatski procesi tičejo vseh stvari v našem telesu. In ena izmed stvari, ko se jih homeostatski procesi tičejo, so tudi encimi. Encimi so v bistvu proteini oziroma beljakovine, ki pa so kar fejst občutljivi na toploto. Kaj to pomeni, da so občutljivi na toploto? To pomeni, da se dejansko njihova struktura v različnih okoljih, pač v različnih okoljih, ko je različna temperatura, spreminja. Ker njihova struktura je pač v bistvu tridimenzionalna. Proteini so tridimenzionalni. In zdaj pač, ko jih segreješ oziroma ko jih sladiš, se njihova struktura spremeni. In potem pač dobimo različne encime oziroma različno delovanje encimov v različnem okolju. Vsi vemo, da takrat, ko se nam dogaja podhladitev oziroma ko nas začne zebst, takrat se zgodi vazokonstrikcija. To pomeni, da se žile v periferiji, se pravi v rokah, oziroma tiste žile, ko so bolj oddaljene od našega jedra, se pokrčijo, zaradi tega, da se prepreči izguba toplote skozi žilni sistem, pa skozi kri, in se temperatura oziroma in se kri bolj zadržuje okoli jedra, zaradi tega, da lahko jedro drži neko določeno temperaturo, ki je pač telo ocenilo, da je še varna za nas. Zdaj pa logično, da če smo v nekem toplem okolju, se bojo pa žile v periferiji, se pravi žile, ki so bolj oddaljene od jedra, razširile, zaradi tega, da bo kri lahko bolj krožila in bo povečalo izpad toplote, kar pomeni, da se bo telo lahko hladilo.
Ziher ste pa tudi čuli, vsaj večina izmed vas, da takrat, ko te zebe, si moraš čim prej zadekati dlani, stopala ali pa glavo, oziroma takrat, ko ti je vroče, si lahko cel pokrit, pa če daš roke pa noge ven pa glavo, se boš prej sladil, oziroma ti ne bo tek vroče. No in to, da je pa taka razlika v tem, da smo mi pokriti celi, ali pa če pustimo roke pa noge zunaj, so pa v bistvu krivi naši rešitelji v tem primeru, ko gledamo iz vidika volumna. In to so, v literaturi imajo sicer kratico AVA, oziroma AVAs, po slovensko jim pa rečemo arterijsko-venske astomoze. Kar dejansko čist po domače pomeni povezave direktno med arterijami in venami. V glavnem te žilne povezave se v največji meri skrivajo na telesu, na rokah, na nogah in pa na obrazu. In zato so to tudi površine, kjer lahko najhitreje reguliramo temperaturo našega jedra. No zdaj pa malo bolj natančno, kako dejansko delujejo te povezave žilic. Ponavadi se kri giba od arterij, gre v kapilare in pa gre iz kapilarov v vene. To je v bistvu pravilo našega celotnega sistema, na tak način se čist povsod prenaša kri v našem telesu. So pa zdaj te arterijo-venske astomoze, oziroma arterijo-venske astomoze izjema. Zdaj poleg tega, da lahko ful hitreje regulirajo upad ali pa naraščajo temperature jedra, so pa opremljene še z enim sistemom od nevronov od centralnega živčnega sistema, ki nadzoruje adrenalin. In zdaj izpust adrenalina v telo lahko pa še bolj natančno nadzoruje krčenje oziroma širjenje žil, kar pa spet pomaga pri nadzorovanju temperature. No, zdaj pa tule prejemo še na encime, ko smo jih že prej omenjali, in zdaj bomo videli, zakaj so tule pomembni. Temperatura jedra, ko narašča oziroma upada, spreminja delovanje določenih encimov. Zaradi tega, ker kot smo prej rekli, encimi so pač beljakovine, ki se ob temperaturi njihova struktura spremeni. In eden izmed teh pomembnih encimov, ki sodeluje pri krčenju oziroma raztezanju naših mišic, je piruvat kinaza. No in zdaj te študije, ko si jih bomo pogledali, so pokazale, da če imamo mi možnost uravnavanja temperature jedra, bomo lahko med treningom oziroma med kakršnimkoli pač fizičnim naporom veliko dlje oziroma veliko višji volumen držali v isti časovni enoti, ko pa ko dela isto stvar, pa je isto pripravljen, pa njegov sistem deluje isto, sam da temperature jedra ne more tek natančno regulirati, oziroma da mu pač bolj niha. No zdaj pa da končno podprem svojo trditev, ki sem jo navedel v naslovu, in sicer, da lahko povečamo mišični volumen od 200 do 600%. Prva študija, ki si jo bomo pogledali, je bila pull-up študija, ki so jo izvedli na Harvardu. Večina teh študij, ki si jo bomo danes pogledali, so bile izvedene na Harvardu, pri eni skupini znanstvenikov, ko so izumili to napravo, oziroma ko imajo zdaj to napravo čez. Se pa že 20 let, oziroma tako sem prej rekel, več kot 20 let kaže v literaturi, kako lahko regulacija temperature jedra vpliva na fizični performance. Teda to ni zdaj samo te skupine, bomo si dejansko pogledali večino teh študij od njih. Plus tega moram pa povedati, da ta zadeva je ful nova in so zdaj mislim, da naredili samo 100 ali 200 primerov za testiranje in so tudi ljudje v študiji, ko so uporabljeni. Študije so ful kvalitetno narejene, same pa ali je malo ljudi, ali ni zdaj neka s placevom randomizirana, ker to načeloma ne moreš, tako da imajo itak omejitev te študije, ko si bomo danes jih šli skozi. Je pa glavni v ekipi Craig Heller, tule, ker se bo za njegova slika pokazala, pa bom odspod delil tudi v opis še link, da lahko si pogledate njegov profil, da vidite v bistvu, o kom govorim. Ok, prva študija, tako sem rekel, je študija za pull-upe. Bila je narejena na enem posamezniku, se pravi, že sam prva omejitev študije je tako, da je bil en posameznik, ampak lahko pogledamo, kaj je pač pokazala, zaradi tega, ker je bila kar kvalitetno narejena. V bistvu študija je bila čisto enostavna. Naredili so tako, da so v nekem časovnem okviru, rečemo, da je to 60 minut, narediš toliko pull-upov, ko jih lahko narediš največ. Se pravi, on je naredil, mislim, da 108 ali 100 pull-upov, je naredil v tistem določenem času, ko so mu ga dali. Zdaj pa to ni važno, jih narediš 100 pull-upov naenkrat ali jih narediš v setih. Važno je, da zajameš čas. Tako da en bo naredil v 10, en pa v 15 setih. No in potem so drugi dan prišli nazaj, pa so uporabili to napravo, ko bomo tudi povedali malo bolj natančno, kako deluje, in je drugi dan v istem časovnem okvirju naredil 180 pull-upov. Zdaj že to, če pogledamo, je čistek malo zanimivo, glede na to, da ni važno, kako si natreniran, vseeno boš drug dan, če ne boš čutil muskel fibra od onih 100 pull-upov, ko si jih naredil, bojo pa mišice malo izgubile performance, že sam iz vidika aktivacije, česarkoli. Ampak 180, to je skoraj dvakratno povečanje volumna, se pravi skoraj 200% v enem dnevu. No in pol so zdaj imeli nek baseline, kaj se lahko dogaja, in on je pol 2 ali 3 krat na teden, se mi zdi, da je on vzel tudi časovni okvir,
pa je naredil pull-upov toliko, jih je mogel. In so mu po vsakem setu, so mu dali roke v to napravo, ko bom zdaj tole delil sliko, če vam najde, kako izgleda, daš roke not in počakaš 30 sekund do 2 minuti, ona ti shladi roke, oziroma, tako smo prej rekli, shladi temperaturo jedra, zaradi tega, ker je tu direktno vpliv na temperaturo jedra, in pol pač gre on naprej delati. In on je to delal pol 6 tednov, 2 ali pa 3-krat na teden. Zdaj pa, kaj se je zgodilo na koncu 6 tednov? Jaz sem šel v študijo, pa vlog sem šel brati, sem šel poslušati, pa Craig Hellera sem šel poslušati še posebej, zaradi tega, ker mi je bil tek rezultat pač tek neverjeten. Iz 100 pull-upov v eni časovni enoti je v 6 tednih izvajanja pull-upov s pomočjo te naprave šel na 616 pull-upov v isti časovni enoti. Povedati moramo, da je bil človek treniran, ker je bil, mislim, da je bil running back ali kako, ne, running back mislim, da je bil ali tight end od ene ameriške ekipe, se pravi, je bil ameriški fuzbaler treniran v procesu moči. Teda že taka visoka adaptacija je čudna. Zdaj pa, da ti povečaš v 6 tednih volumen za 600%, je pa še toliko bolj noro. Pa spet, študija ima omejitve, teda to je potrebno imeti v mislih. No in to so pol ponovili, naprimer, tudi za bench press, se pravi potiski s prsi. Zdaj to je bilo že malo bolj zanimivo, ko so imeli več ljudi, imeli so na eni strani skupino, ko se je hladila, pa imeli so na eni strani kontrolno skupino, ki se ni hladila. Edino, kaj je bilo pri kontrolni skupini, je bilo to, da so bili, niso bili zdaj profesionalci v powerliftingu, ampak so bili eni, ko se ukvarjajo bolj z bodybuilding stilom treninga in so uporabljali en testosteron, ko zdaj ne vem, kako točno se mu reče, ko se pač uporablja prav, kakor sem jaz prebral, imajo tisti, ko bench pressajo, imajo radi testosteron. Če bom najdel, bom tule delil zraven ime, da bo lahko si vsak šel pogledati. V glavnem, se pravi, kontrolna skupina je bila skupina na steroidih, skupina, kjer so delali, je bila pa skupina, ki so pač hladili. Pa isto so bili športniki. Prvo, kar se je pokazalo, da se je v skupini za steroidi, se pravi v kontrolni skupini, se je povprečni volumen na teden povečal za približno 1,5%, kar je v bistvu dokaj velik. Študija je trajala 7 tednov. To pomeni, da se je po 7 tednih v skupini, ki je bila kontrolna, se pravi, kjer so imeli steroide, se je povišal volumen od prej za 10%. Zdaj pa, kaj se je zgodilo pa v skupini, ki je pa uporabljala hlajenje dlani? V skupini, ki je uporabljala hlajenje dlani, se je volumen po 7 tednih identičnega treninga povečal za 31%. Zdaj, če damo to v številke, so naredili v tistem določeni časovni enoti, mislim, da je bilo 51 ponovitev so naredili na začetku, pol so pa po 7 tednih treninga naredili z isto kilažo v istem časovnem okvirju 67 ponovitev. To pomeni 31%, kar je ogromno. Ok, zdaj bom pa sam poleg teh študij za moč, ko jih imamo še, jaz sem zdaj omenil samo te dve od te ekipe, dodal še eno, če se bo kdo mogoče vprašal, ok, sicer na moč vpliva pa na volumen, ko ga narediš na treningu, kaj na vzdržljivost. In tudi to so naredili, tudi ta ekipa je naredila, pa mislim pa, da je v literaturi več študij glede vzdržljivosti, kot pa glede moči in vpliva hlajenja. Tako da v bistvu je za tiste, ko vas zanimalo, kako je z vzdržljivostjo, to še bolj štema. Teda študija pa izgleda tako, da so, mislim, da 7 ali 8 posameznikov so dali na tekalno stezo, temperaturo sobe so dvignili na 40 stopinj, hitrost pa mislim, da je bila 5,7 ali še 5,7 km/h, mislim, da je bila to. In pol so hodili s to hitrostjo, skozi so mogli držati to hitrost, malo nekaj je bilo še naklona, dokler da so lahko hodili. In zdaj tule pa pridejo upoštev naši možgani predvsem. Zaradi tega, ker naši možgani uravnavajo homeostatske procese na tak način, da oni regulirajo iz vidika temperature jedra in naraščanja oziroma upad oziroma samo srčno frekvenco in pol na podlagi tega skupka rezultatov se oni odločijo, ok, zdaj bomo pa enostavno izklopili procese za drivali. Zdaj pa, a je to adrenalin, a je to mogoče dopamin, a je to pomanjkanje glikogena v mišicah. Načeloma možgani naši se lahko odločijo, da telo ne bo več zmožno delati, tudi če imamo mi še glikogen shranjen v mišicah. Kar se velikokrat zgodi in ljudje ne vejo, da ponavadi je tako, da ko mislijo, da ne morejo več, so še na približno 60%, oziroma eni celo pravijo, da so še na 40% svojih zmožnosti, oziroma če pogledamo pač iz vidika energetskih procesov, če bi telo fizično bilo možno narediti. Teda naši možgani močno lahko regulirajo fizični napor. No in zdaj so polo tudi študiji, tako sem rekel, imeli so 40 stopinj naklon in so mogli hoditi kakor dolgo, so lahko hodili pri testi temperaturi in v testem naklonu. In to niso polo spremenjali temperature samega okolja, se pravi sobe, niso spuščali pod 40 stopinj, ampak so imeli skupino, ki je hladila dlani, pa skupina, ki ni hladila dlani. Se pravi, vse je bilo isto, sam temperatura jedra, tako smo prej rekli, je ostajala bolj konstantna na tistih nekih stopinjah, ko telo preferira. In so lahko tisti, ko so dlani hladili, šli 25% dlje.
Kar je pa, zdaj lahko sam damo iz vidika šprinta, se načeloma ne pozna tek, ampak iz vidika maratona se bo pa poznalo, da boš lahko ti 42 km prelaufen v občutno hitrejšem cajtu, če bo na primer tvoja temperatura jedra ne tako visoka oziroma bolj optimalna. Teda tudi iz vidika vzdržljivosti se kaže res signifikanten vpliv hlajenega dlani. Lahko menim še to, da ko je ameriška vojska čula za to študijo oziroma za to napravo, so pokupili vse, pač, kar se je pokupi dalo, in zdaj dejansko tudi ameriška vojska posebej razvija, da bojo naredili naprimer za kolesarje, ko je pač najlažje narediti, da bojo imeli kar na ročki grd, da ko bojo roke držali, se bo dejansko sproti kar ročka hladila in bojo temperaturo jedra lahko ohranjali tam, ko je treba. Tako da o tem bomo še veliko poslušali. Zdaj, kot sem prej rekel, pač študij je še full velik, čisto vse bom linkal v Patreon skupino, mislim, da jih je še 14, ampak tule moram zaključiti vlog sam s tem, da pač razložim, kako še naprava deluje. Zdaj, čisto na zadnjih številkah ne morem govoriti, ker se ne spomnim na pamet, lahko si gre vsak pogledat na njihovo stran, bom tudi linkal spod v opis, ampak naprava dejansko deluje na tak način, tule gre bo slika se pokazala, da ko imaš ti konc seta, daš roke noter in pol ti spodnji del dlani, od spod kroži voda noter po rokavici in pol ti spodnji del dlani hladi. Zdaj to ni tako mrzlo, tako bi si kdo predstavljal. Najboljši približek je rekel Craig Heller je, da če primeš za keramični umivalnik, ko je takega hladnega občutka. Ni to ful mrzla voda, to pa zaradi tega, ker enostavno ne sme biti voda premrzla, ker se pol pač povzroči vazokonstrikcija in pol tudi te arterijsko-venske astomoze ne bojo več delovale, tako bi mogle, ker so pač enostavno žile pokrčene. Ok, zdaj to je to. Se opravičujem spet za nek dolg nakladajoč video, ampak tule je bilo potrebno razjasniti fiziološke procese. Vse študije, ko sem jih omenil, bojo v Patreon skupini, 14 študij posebej bo še dodanih v Patreon skupino za vse, ko jih zanima. Link do Patreon skupine je od spod, lahko se pridružiš, 2 kavici na mesec te prijeta. Imam pa v Patreoni objave, ko jih drugače nikjer drugje ne delim, pa pol se pač malo prije do kakih debat pa to, da lahko v bistvu še malo bolj globje zveš v tisti temi, ko se pač tisti teden piše, če te zanima. To je pa to. Če ti je bil video všeč, ga lajki, če ne ga dislajki oziroma mi povej, zakaj ti ni bil všeč. Če ti je bil pa še bolj všeč, ga lahko deliš, zaradi tega, ker mi s tem ful pomagaš pri rasti kanala. To je pa to. Se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde.